Je zelo kruta za poslušanje. Ko jo poslušamo in tudi poglabljamo vanjo, vidimo, kako Jezus Kristus resno misli z našim krščanskim življenjem in pričevanjem. Kontekst današnjega srečanja z Jezusom je, kako so šli učenci proti Jeruzalemu skozi z Jezusom, skozi mesta in vasi in se med seboj pogovarjali o različnih stvarih. Spotoma je tudi Jezus nagovarjal druge ljudi, ki niso bili del apostolskega zbora. Zato se je apostol Janez pritožil, da je med temi tudi človek, ki je zganjal hude duhove, torej demone, a ne pripada apostolskemu zboru. Toda Jezus ga je opomnil, da ne razmišlja prav. Kdo ima torej pravico Bogu določati, kdo sme in kdo ne sme širiti vero vam, ali na kakšen način ali koga bo Jezus uporabil za orodje tega delovanja. In zgodilo se je tako že tudi v Stari zavezi, o čemer smo brali v današnjem prvem berilu. Jozue je stopil k Mojzesu, naj prepove prerokovati, ki sta dva tujca. Toda Mojzes ga je v Božjem navdihnjenju zavrnil z besedami, da bi vse ljudstvo resnično prerokovalo. Bratje in sestre, to je tudi resnična Gospodova želja. S tem, da smo pri krstu postali del Božjega ljudstva in člani cerkve, smo postali tudi deležni Jezusove preroške službe. To je neizbežno poslanstvo, ki se mu ne smemo izneveriti in tudi nihče ga ne sme nam kratiti. Namreč pričevati za Gospoda vsak svojem poklicu, v svojem prostoru in v času, ki ga je postavila Božja previdnost, prav tja, kamor želi Bog. A poglejmo to preroško poslanstvo nekoliko bolje od blizu. Najprej ga živijo starši v svojih družinah. Oče in mati sta svojim otrokom prva preroka, prva duhovnika, oznanjevalca, to je pričevalca Božjih darov. In zato lahko tudi danes slikamo besede, da bi bili vsi starši tudi resnično to. Da ne bi le govorili, ampak svojim življenjem in pričevanjem dokazali v resničnem krščanskem življenju. Na poseben način pa uresničuje svoje preroško poslanstvo tudi vsi ostali verniki, vsak v svojem poklicu, predvsem vsi tisti, ki so vključeni v različne dejavnosti župnije, ki je cerkev mala. Vedno znova si ne moramo predstavljati pastoralnega dela brez zavzetih vernikov, vsak na svojem področju, kakor je Gospod dal talente in sposobnosti. Zelo na mestu je torej želja, ki jo je izrekel Mojzes, da bi resnično vse ljudstvo prerokovalo. To je danes želja vesoljne cerkve, da bi vsi njeni člani, ki so preroki, da ne bi prav nihče bil nedejaven nekje ob strani, še manj, da ne bi vedel, zakaj je kristjan in kako je potrebno v svojem življenju tudi resnično delovati. Kajti danes se večkrat širi kuga zmote, da je vera človekova osebna stvar. Drži, da mora biti najprej vera zelo osebna stvar, a nikoli ni, ne sme biti samo naša osebna, še manj pa tudi zasebna stvar. Tudi ni dovolj, če rečemo, da vera odseva z našega ravnanja in dejanj, če ne vemo, kaj to konkretno pomeni v našem vsakdanjem življenju. In če v njej tudi ne spregovorimo, ko je priložnost za to. In priložnost je vedno v našem krščanskem življenju. Življenje po veri je torej nujen predpogoj za prepričljivo in tudi verodostojno govorjenje. Sodobni kristjani smo se tega kar precej odvadili in smo postali na nek način mutasti nemi kristjani, ki ne spregovorimo tistega, kar bi bilo potrebno z jasnimi besedami. Jezus je apostolom naročil, naj oznanjajo njegov nekakršenkoli evangelij. Zato morajo biti pripravljeni odgovoriti, če kdo vpraša po razlogih njihove vere. In apostol Pavel tudi nam pravi, da vedno moramo biti pripravljeni odgovoriti, kaj je razlog naše vere, in to tudi kazati v vsakdanjem življenju. Ko bi prvi kristjani ne izpovedali vere z usti, bi bilo krščanstvo ostalo zaprt nauk, sekta z nekaj ljudmi, ki so jih spoznali, ali tisti, ki so poznali apostole,
potem pa bi vse ugasnilo. Če mislimo, da je naša beseda vedna in borna, preveč slabotna, da nismo sposobni, da bi koga z Jezusovimi besedami nagovorili, imamo od Gospoda zagotovilo, da nam on daje potrebno zgovornost, da bi naša vera do Boga postala resnično živa in rodovitna in s tem tudi garancija, da ne bomo nikoli zapadli v pohujšanje, v katerem spregovori današnji evangelij, ne s svojimi besedami, še manj pa z obnašanjem in predvsem načinom življenja, na kar nas Jezus nenehno opozarja. Pohujšanje je kot neka usedlina, ki se nabira v človeškem srcu in postaja del človeka samega. In tak človek postane nasprotnik samega sebe. S tem postaja nekdo drug, nekaj, kar nekoč ni bil. Kajti Bog nam je dal priložnost, da s svetim krstom postajamo njegovi posinovljeni otroci. In za vsako ceno se je potrebno varovati tega življenja, da ne bi v naših mnogih nespametnih stvarih, ki so del tudi naših nespametnih razmišljanj, tudi drugim kazali slab zgled. In hkrati prosimo Gospoda, da ne bi dopustil, da bi padli v skušnjavah, kakor molimo vsakič pri molitvi Oče naš. Naj bo naše življenje vedno znova tako zastavljeno, da vedno, ko nekaj storimo, se vprašamo v našem življenju, ali bo to naše obnašanje kazalo tudi drugim pohujšanje ali dober zgled. Vse to je vedno znova program delovanja kristjanov. In moč za pričevanje in oznanjevanje Gospodovega evangelija prihaja od njegove besede, torej od Jezusa samega. Bolj, ko se ga oklepamo in bolj, ko smo z njim povezani, večja je ta moč za pričevanje. In s tem prihaja tudi človeški pogum, da se vere ne sramujemo pred tistimi, ki mislijo in živijo v nasprotju z današnjim evangelijem, ampak jih spodbujamo, da bi prav po našem zgledu tudi sami začutili to Božjo podobo. In prav današnja beseda nam izprašuje vest, kakšnega Boga nosim v svojem srcu, kakšno podobo Boga živim in kako se ta podoba odraža v mojem življenju. Ne le v mojih mislih ali govorjenju, pač pa v jasnih in pravilnih odločitvah, ki pa so edine lahko storjene v moči Svetega Duha. Jutri bomo obhajali god Svetega Hieronima, velikega prevajalca Svetega pisma, ki je eden od 4 velikih zahodnih cerkvenih učiteljev. Njegove besede, zapisane pred več kot 1600 leti, so aktualne tudi za današnji čas, prostor ter tudi za našo župnijo. Ohranjen je spis, ki ga je zapisal svojemu prijatelju, svetemu Avguštinu, tudi velikemu cerkvenemu učitelju. Preberimo eno misel od teh misli, ki na nas nagovorijo tudi za naše konkretno krščansko življenje. Zapisal je: mi smo imeli svoj čas in prehodili smo, kolikor smo mogli prehoditi in v zvestobi. Sedaj si na vrsti ti, da pretečeš velike razdalje in kažeš svojim zgledom tisto, kar Kristus pričakuje od tebe, da bi resnično samo ti lahko storil. Tako besede Svetega Hieronima. Mi smo torej bratje in sestre, nosilci zgodovine tega časa in kraja, da jo kot kristjani najprej živimo, s tem pa tudi soustvarjamo. Predniki so nam jo izročili kot krščansko dediščino, toda to ni dovolj, ampak moramo danes storiti to tudi mi, in sicer zelo osebno. Božja milina in hkrati tudi Božja ostrina sta dve obliki Božje ljubezni, da bi človek v sebi lahko nenehno uresničeval Božjo podobo. Poskusimo torej vedno iskati Boga v svojem življenju in ga razodevati tudi drugim. Tako bo naše življenje v težkih, pa tudi lepih trenutkih prava pot do njega, ki prihaja tudi v teh trenutkih na naš oltar, po njegovi besedi in sveti Euharistiji. Kot jagnje, ki se daruje,
ki nas nenehno odrešuje in tudi poživlja. Bratje in sestre, današnja Božja beseda nam torej kaže, kaj je prav v našem življenju in kaj je tisto, kar je resnično temelj. Da se ne bi zanašali predvsem na tisto, kar nam paše ali kar mislimo, da je prav, ampak bi iskali temelje in resnico, ki edina tudi resnično osnovaje. Amen.